Tukaj lepo diši po številnih zdravilnih zeliščih. Ja, lep pozdrav. No, zdaj, zakaj... Predstavite gledalcem. No, jaz sem zeliščar v Žičke Kartuzije, moje ime je Drago. Drugače sem lastnik še tudi dveh zeliščnih lekarn, ne samo v Žički Kartuziji. Tu pa nadaljujemo tradicijo ene najstarejših lekarn na Slovenskem. So se tudi kartuzijani zdravili na naravni način? Ja, sigurno, v tistem času, to začetki zdravilstva v Žički Kartuziji segajo z 12. stoletja. Praktično 1185. leta že pismeno omenjajo delovanje neke hospitalosa, to je bilo kot neko okrevališče za te, ki so živeli v tej skupnosti. Ko so se redovna pravila spremenila, so pa ta hospitalos tudi odprli za širšo javnost, da so lahko tudi razni popotniki, pa tudi domačini prišli tja, se do sitega najedli, pozdravili in pa tudi pogreli. No in to so prvi pismeni podatki o delovanju nekega zavetišča, neke hiralnice, bolnišnice na Zaščnem ozemlju Slovenije. In to je bilo v spodnjem domu v Zaščnem Špitaliču, zato pa tudi ime Špital Špitalič. Kaj pa tukaj? So tudi imeli zelišča? V zgornjem samostanu Žičke Kartuzije je pa od koncem 16. stoletja naprej delovala tudi javna lekarna. In to bi naj bila po nekih podatkih ena najstarejših javnih lekarn, ki je delovala že veliko prej kot Olimerska. In ti lekarnarji, ki so bili tu v Kartuziji, so predvsem zdravili z zelišči. V tistih časih je bilo najbolj razširjeno zeliščarstvo in pa tudi malo še kak vpliv padarstva, pa teh alternativnih ved medicine so tudi se uporabljali. No, mi smo s pomočjo dr. Mlinariča, pa že po prejšnjih zapiskih magistra Mlinaržika, kateri je bil eden največjih poznavalcev zgodovine lekarništva na Slovenskem, našli v Graški biblioteki eno knjigo zdravil. To so razni rokopisi teh lekarnarjev, ki so delovali tu v Žički Kartuziji. No, smo najdli celo en recept od Galena. Galen vemo, da je bil eden največjih rimskih zdravnikov
In ti kartuzijani so iz te velike samostanske knjižnice tudi koristili literaturo in po nekih podatkih bi naj bilo v tej samostanski knjižnici tudi okrog 80 knjig od tedanjih družboslovnih ved, od kemije, fizike, zdravilstva, zeliščarstva. Tako so ti kartuzijani bili za tiste čase zelo razgledani ljudje, ne samo po duhovni strani, ampak tudi v drugih smereh. No, v tej knjigi je tudi, so opisani alkemistični znaki, ker zgleda so se tudi kartuzijani ukvarjali z alkemijo in pa planetarni sistemi in pa tudi nebesna znamenja. A je to v povezavi z zdravilnimi zelišči? V glavnem sestavine teh receptov so iz zdravilnih zelišč. No, ti razni lekarnarji, ki so delovali tu, so pač te svoje znanje prinesli za sabo. Večinoma so se učili v lekarništva v Franciji in pa nekaj tudi v Italiji. In to so pač pol prenašali tudi na svoje naslednike. Zdaj, ti recepti, ki smo jih mi prevedli, to je bilo napisano v teh stari gotici, nekaj tudi v latinščini, potem razni ti lekarnarji so takrat še ni bilo poenotenega izrazoslovja od rastlin, ampak vsak je prinesel tisto rastlino od tistega, ki se je učil. Je bilo to težko razvozlati, pa tudi te njihove utežnostne razmerje, proporcije, to smo tudi mogli študijo narediti, da smo to dešifrirali. Samo za zdajšnje potrebe ti recepti praktično skoraj niso uporabni. Interesantno je pa to, da se vidi, katera zelišča so se takrat uporabljala za določene namene. Potem so bili tudi neke vrste zdravniki, ne samo lekarni. Ja, sigurno. Včasih je bil tisti, ki je zdravo, to smo praktično rekli zdravitelj. On je bil vse, on je bil lekarnar, on je bil farmacevt, on je bil zdravnik. On je nabiral zelišča, oziroma nekateri večje lekarne so odkupovale, potem so to sušili, so pripravljali različne pripravke, ali tinkture, kreme, čaje, čajne mešanice in so s tem tudi pol zdravili, predpisovali svoje pripravke za določene bolezni. Tako da vi tradicijo nadaljujete? Ja, mi smo se odločili, da pridemo sem kot domačini, ki se s tem tudi drugače poklicno ukvarjamo in da malo nadaljujemo to tradicijo zdravilstva, ki je tu bilo, in pravim, da mislim, da smo za to srž dosegli. No, pred kartuzijo so naši zeliščni vrtovi, ki so urejeni prav po sistemu kartuzijanskih zeliščnih vrtov. Vsak, ko pride sem, vidi praktično bolj čist matematično urejene vrtove, kajti kartuzijani so bili redoljubni in so tudi imeli tudi svoje mere, proporce, in po teh proporcijah je tudi ta kartuzijanski zeliščni vrt zgrajen. No, prvo je ta glavna os, na katero se pol delijo razne ostale poti, in pa včasih je bilo srce tega kartuzijanskega vrta, je bil ta gabrov gaj, ker so imeli tudi eno veliko kamnito mizo, da so lahko koristili tudi to energijo dreves za boljše počutje, za boljše razmišljanje. A po teh stoletjih je ta pozitivna energija še ostala v Kartuziji? Ja, sigurno kartuzijani niso v ta zapuščen kraj prišli nenamenoma. Oni so po celi Evropi iskali taka močna energetska področja, da so lažje premagovali to svojo samoto, in Žička Kartuzija naj bi bila ena najmočnejših energetskih področij v Sloveniji. Zdaj, če samo malo damo primerjavo, to imamo tudi raziskano, po tej Kartuziji poteka tudi 5 zmajevih črt, to so te energetske silnice, ki potekajo po zemeljski obli, in tam, kjer se sekajo, so te močne energije. Tu se ne seka teh 5 zmajevih črt na istem mestu, ampak na različnih mestih, in se potem te energije pretakajo z ene v druge. Je pa tu noter tudi raziskanih okrog 23 močnih zdravilnih točk, vendar ponekod so vsi srečni, samo da začne enega malo ščemeti, pa malo toplo ratati, pa že postavljajo neke napise pa klopce. Mi smo se pa odločili, ker je to sakralni objekt, da naj to sami
obiskovalci to sami najdejo in vsak se pač postavi na tisto mesto, kjer se dobro počuti. Če bi bilo samostansko zdravstvo na visoki ravni, bi se to moralo nekje poznati. Kako je bilo z njihovo dolgostjo življenja? Glejte, vse skupaj z tem mirnim življenjem, potem z uporabo te vsakodnevne energije, ki jo daje ta prostor, in pa tudi z zdravilstvom so ti kartuzijani za tiste čase dosegli skoraj nerazumljivo starost. Povprečna starost v tej žički Kartuziji je bila nad 70 let, povprečna starost prebivalstva je pa bila od 40 do 45 let. To je tako, kot bi danes bili povprečno stari okrog 100 let, verjetno. Sigurno. Kajti to duhovno mirno življenje ti pusti tudi v tvojem telesu pač nek pečat, neko energijo in pa spokojnost. To je prikaz, kako so se včasih tudi zelišča sušila, zdaj praktično ne sušimo več tako, ampak v sušilcih, ker zelišča obstanejo bolj aromatična in pa tudi lepše barve. No, včasih so v samostanih predvsem zelišča sušili nad kakjo pečjo ali pa nad štedilnikom ali pa tudi na močnih sobanah, kjer je bil tudi močen prepih. No, tu imamo zdaj nekaj teh zelišč, to je že 2 sezone že gor, tako da niso več najboljše barve. Tu vidimo recimo tavžent, rožo, potem sivko, dobro misel, mak, plahtico, ognjič in pa vinsko rutico. To je pač ena taka paleta teh zelišč, ki so se takrat tudi uporabljala. Si vi tudi z zeliščem krepite zdravje? Ja, sigurno. Zdaj, pravijo, da je navadna kovačeva kobila bosa, samo mi doma radi pijemo to našo čajno mešanico, to je tak dober zvarek iz 11 vrst zelišč, ki lahko pijejo otroci starejši in pa je tudi zelo okusno, aromatičen pa fajn odžeja. Kartuzijani so bili zelo znani po kmetovanju, razvijali so tudi sadjarstvo in vinogradništvo. Verjetno niso uporabljali včasih pesticidov. Ja, to sigurno ne v tistih časih, pa res niso imeli skrbi z temi kemičnimi substancami, ampak oni so bolj kmetovali, tako kot vsi ostali, tudi čisto ekološko, brez vsakih dodatkov, škropiv in vsega tega. In njihov pozitivni vpliv se vidi daleč naokoli še danes. Verjetno tudi vi nadaljujete njihovo tradicijo, kar se tiče kmetovanja. Ja, mi smo zdaj na tele naši ekološki kmetiji, kjer se praktično že 5. leto ukvarjamo s čisto ekološko predelavo sadja in pa tudi zelišč. Zanima me, koliko je velika vaša kmetija? Torej, koliko imate gozda? Ja, naša kmetija je 10 hektarov obdelovalne zemlje in pa 16 hektarov je gozda. Zdaj na tej obdelovalni zemlji imamo v glavnem pašnike, nekaj tudi teh sadovnjakov z temi visoko debljenimi sortami starih sort jablan in pa hrušek, potem pašnike in pa tudi en del, ki imamo zasajeno z zelišči, kot neko zeliščno njivo, ker v večjih količinah tudi vzgajamo zelišča. In njivo bezga sem tudi videl. Ja, to je pa en nasad, ki smo ga zasadili po avstrijskem vzoru.
To je ta sorta Hašberg, ki je zelo donosna in pa tudi baje pravijo, da je zelo primerna za naše okolje. No, mi bezga veliko uporabljamo kot za čaje, za čajne mešanice, posušenega in pa tudi potem kot plodove za razne napitke, sirup, sokove in pa tudi za razne marmelade in pa za ostalo. To verjetno, bezeg je zanimiv verjetno kot dobrota in kot zdravilo. Glejte, bezgo so včasih rekli, da ko prideš mimo bezgovega grma, se odkri, ker je to drevo življenja. Bezeg je zdravilen čisto od korenine do vrha. Tudi mi po enem starem postopku pripravljamo tudi bezgovo vino. Bezgovo vino je pa kot neki imunal za dvig telesne odpornosti. Zdaj bolj uporabljamo ta ameriški slamnik, ki je bolj popularen, drugače smo pa že Slovenci z to domačo zeliščarstvo in pa z domačo lekarništvom tudi že poznali ta bezgovo vino. A so to mogoče poznali tudi že Kartuzijani? Verjetno tudi. V glavnem Kartuzijani so zelo se spoznali na ta zdravilna zelišča, velik poudarek so tudi dali bezgu, in verjetno so že tudi, nimamo podatkov, da bi že kako bezgovo vino takrat pripravljali, ampak sigurno so pa bezeg uporabljali kot zelišča. Nad bezgom zgoraj se vidi, da imate kar veliko gozda. Spodaj vidim, da imate zložen les, drva. Vidi se, da intenzivno gospodarite in negujete gozd. No, mi toliko ne gospodarimo z gozdom, ampak ga bolj negujemo, kajti naš predhodnik je malo zmanjšal to obseg lesne mase v gozdu. Mi smo pa zdaj začeli intenzivno z nego gozda in upravljamo te razne negovalne ukrepe. Ja. In se tudi verjetno že pozna sprememba pozitivna? Ja, gozd je že kar malo bolj zatemnjen. Prej, če se šel po gozdu, je bilo vse bolj svetlo in pa tudi polno teh raznih stvari, ki praktično ne spadajo v gozd, se ne pozna več, tako da je zdaj gozd dobiva že svojo obliko. No, če se dotaknemo vaših travnikov, že po prvem videzu je veliko različnih barvnih cvetov, cvetlic in tako naprej. Potem bi lahko sklepali, da je dosti življenja in da torej ne uporabljate umetnega gnoja in teh stvari. No, zdaj pri ekološkem kmetovanju se sploh ne sme uporabljati umetno gnojila oziroma lahko se uporabljajo tista, katera so dovoljena v ekološkem kmetovanju. No, mi praktično razen tega ovčjega gnoja ne uporabljamo ničesar drugega. Interesantno je ta del našega posestva, pa tudi kateri se zelo loči od ostalih kmetij. Ta je poln cvetja, vsega možnega, ki še raste na teh ekoloških kmetijah. Na ostalih intenzivnih kmetijah pa to praktično čisto izginja, ne vidiš več teh raznih cvetlic, ki so včasih rastle na teh travnikah. No, imamo pa tudi še en del travišča oziroma travnika, ki ga namerno kosimo samo enkrat na leto, da se zatravljajo vse te stare trave in pa tudi razna zdravilna zelišča. Torej, vi delate tudi na bogatosti in pestrosti rastlinskih vrst? Sigurno, to je tudi naš moto. Fajn je, da prideš v naravi, da vidiš, kaj narava ponuja, da se tudi gostje, ki pride tudi nam na obisk, sami vidijo, da tisto kmetovanje, intenzivno kmetovanje tudi ni vse, ampak je treba vedno skrbeti tudi še za okolje, da je dokaj pestro. Kakšen je širši pomen
ekološkega kmetovanja. Vemo, da zdrava hrana, zdrava zelišča in tako naprej. Kaj pa glede za naravo? Kakšen je pa ta vidik in pomen? No, vidik narave je sigurno tisti ta pravi. Ekološko kmetovanje, mislim, z naravo smo ljudje živeli skozi tisočletja. Če bomo se predvsem podali na ta intenzivno kmetovanje oziroma še hujše na te genetsko spremenljive sorte, bomo pač te genetsko spremenljive sorte sploh ne vemo, kakšne posledice puščajo, ker to je še mlada genetika in jaz pravim, da čez čas se bo tudi to videlo, da se bo to tudi začelo opuščati. Vidite še kakšne druge živali? Jaz sem videl zdaj kačjega pastirja, potem neke ptice in tako naprej na vaši posesti. Glejte, tu je tudi fauna na našem posestvu je tudi izrazita. Tu vidite še razne kragulje, potem vse ostale druge ptice, selivke, tudi ptice, ki so stalne na tem ozemlju, tudi v velikem obsegu. Če pridete na našo kmetijo, boste čuli en lepo pesem ptic. Kaj pa srne? Srne tudi prihajajo tudi okrog. Vsako jutro pa zvečer grejo tudi na naše pašnike, se pasajo, preletavajo in to je tudi enkratno doživetje, da to vidiš. Vprašal vas bi, če na primer nekdo aktivno kmetuje, pa potem hoče prejeti na ekološko kmetovanje. Kakšen je ta prehod? Ja, gledajte, to je točno določen postopek certificiranja ekološke kontrole. To je najmanj 3-letno prehodno obdobje in pa tudi kontrola. Po 3 letih pa lahko dobiš certifikat ekološke kmetije, vendar moraš pač skozi izpolnjevati kriterije, ki jih zakon o ekološkem kmetovanju tudi določa. To pomeni, da se držite tudi pravilnika? Ja, sigurno, da. Drugače, tu imamo najmanj enkrat na leto imamo to ekološko kontrolo, potem tudi napovedano, tudi pride nenapovedana kontrola, pridejo tudi kontrole z strani kmetijske zbornice, gospodarske zbornice in to pač se ne moreš privoščiti, da bi skrivilo. Imate certifikat? Ja, sigurno. Če smo ekološki kmeti, imamo certifikat. Imamo tudi druge certifikate, ne samo v ekološkem kmetovanju, ampak malo smo se tudi usposabljali, ker bi radi tudi naredili eno izletniško kmetijo. Imamo certifikat o pridelavi in predelavi sadja, potem o peki kruha, o pecivu in pa vse ostalem. To smo pač se ločili, tisto, kaj moški upravljamo, kaj pa drugo pa ženske. Tradicionalno. Ja. Kaj pa izdelki, torej imate kaj takega za pokazati tudi? Imamo naše sokove, tu pri nas imamo okrog 130 sadnih dreves, teh starih visoko debelnih sort, jablan in pa hrušk. Pri hruškah je največ ta koroška tepka, katera predelujemo potem v sadjevec in pa tudi v mošt. Drugače so pa od sadja je pa predvsem te stare sorte znane, krivopecl, bobrovec, kanada, lederka in pa še tudi neka carjeviča. Tako da je to kar pestro. Ja, pestro, mešano. Kaj obrazujete? Obrazujemo, te visoke debelne sadovnjaki se obrazujejo bolj občasno, takrat se opravlja praktično nega, ki zadošča za par let. Do zdaj nismo še nič dosajevali, ampak tudi nameravamo. Predhodniki na tej kmetiji so bili zelo močno usmerjeni v sadjarstvo in to je praktično
30-40 let nazaj, je bil velik sadjarski mojster in so praktično z vsega tega vitanskega pa tudi skoniškega okoliša hodili sem šolarji, da so jim tu prikazovali te osnove obrezovanja in pa tudi gojitve sadnega drevja. Tako da tudi spet malo spominja na delo kartuzijanov iz Žič, ki so ozaveščali ljudi v tej smeri. Ja, kartuzijani so bili specifični za to okolje. Mislim, delo kartuzijanov se pozna vse posod, kjer se mi gibljemo, od Vitanja, Zreč, Konic, Špitaliča, Oplotnice in pa še tudi daleč naprej. Torej, tudi danes bi rabili več dejavnosti, kar se tiče izobraževanja. Ali mislite, da je v to smer dobro poskrbljeno? Ja, glejte, gospodarska zbornica oziroma zelo skrbi za usposabljanje kmetov. Tudi vsi, ki smo deležni subvencije na kmetijskem gospodarstvu, moramo tudi vsako leto imeti določene ure tistega osnovnega izobraževanja. In potem dobite tudi potrdila? Sigurno. In to je pa tudi osnova za izplačilo subvencij. Če še ostanemo pri rastlinskem svetu, torej vi imate zeliščni vrt in zeliščno njivo, če sem prav razumel, prej, ko smo se pogovarjali. Ja, glejte, mi v Žički Kartuziji na tem našem zeliščnem vrtu vzgajamo določene zelišča. Ta so bolj v miniaturni zasaditvi. Tista zelišča, ki pa rabimo v večjih količinah, pa na tej naši ekološki kmetiji vzgajamo v večjih količinah. Torej v večjih količinah je potem na njivi, ne? Ja, to je pač pol ni več vrtni sad, ampak je to že bolj intenzivna proizvodnja. Seveda pa. Ja, zdaj se še pa dotaknemo živalskega sveta, ki ga imate vi na kmetiji, torej kar vzgajate. Videl sem nek ribnik, pa videl sem drobnico. No, naša kmetija je hribovska kmetija. Zdaj mi smo praktično mladi lastniki te kmetije in za začetek smo si nabavili eno čredo ovc, to so te jezersko-solčavske ovce za mesno proizvodnjo, ne za mleko. Predvsem, da nam popasajo ta del zelo strmega pobočja. Verjetno tudi pognojijo. In pa tudi seveda pognojijo. In ta gnoj, ki ga v tem globokem nastilu potem tudi uporabljamo, ima pa tudi za naše posevke. Imamo tudi zasajano njivo pire in pa pšenice. Imamo pa tudi na enem takem očivirnatem delu, kjer praktično ni bilo možnosti nobene obdelave, smo pa tudi uredili mali ribnik, kjer gojimo v glavnem krape. Videl sem, da je kar zaživelo življenje okrog ribnika, torej kačji pastirji, tudi druge vrste, ki so mogoče zaželene iz biološkega vidika. No, to smo tudi zelo presenečeni, katere vrste favne in flore so se nazaj vrnile na to območje. Prej praktično kačji pastir je značilen za jezera in tudi za gojenje teh rib, kajti oni kačji pastirji odlagajo te svoje jajčeca v to močvirnat oziroma v vodo, da se lahko tudi te ribe prehranjuje z njimi. Tudi največji problem pa imamo z temi sivimi čaplami, ki pridejo tudi v te kraje, ker nam pobirajo vse, kaj plava. Tu sta potem tudi kmetija odprtih vrat. Ja. Tako da imamo tudi ekološke zajedavce. Lahko temu rekli, tudi imamo problemov, ki se potem pojavljajo.
Koliko je stara tale hiša? No, točnega datuma se ne ve, ker ni nikjer na nobenem tramu nobenega zapisa, ampak po izročilu se predvidevajo okrog 200 let star objekt. Vidim, da je še kar ohranjeno, da ta les še kar dobro drži. Ja, gledajte, to je bila ta hiša je bila skozi v uporabi, to je bila praktično prežitkarska hiša. Kaj to pomeni prežitkarska? To se pravi, da starši, ki so dali kmetijo svojemu nasledniku, je on kmetijo upravljal, je živel v svoji hiši, tu so pa starši živeli do smrti. No, drugo pač na posestvu je bilo včasih to, da so si starši, ko so predali kmetijo, so si izgovorili prežitek. To se pravi, določene hrano in pa tudi korjavo in pa vse to, da so se lahko tudi kasneje preživljali. Kak je pa kaj občutek v tej hiši? Bivate še zdaj? Ja, mi smo to zdaj malo preuredili. Ta objekt je tudi še večkrat naseljen. Občutek bivanja v taki stari hiši je čist drugi. To ni primerno ne poleti, ne pozimi. Poleti je hiša hladna, pozimi je topla. Not je tudi še stara kmečka peč, ker se kuri. In pa edino, kaj je pregrajeno, je predelan je pa ta del, ker je bila ta včasih črna kuhinja, tista je zdaj posodobljena. Drugače še pa isto hiša, štiblec in pa kuhinja in pa predprostor. Želite to hišo še obdržati? To hišo mislimo obnoviti. Zdaj, sreča je bila toliko, da je bila skozi naseljena, da se je streha zdrževala, da ni preveč spuščala in jo bomo obnovili. Jaz pravim, da še zmeraj moramo skrbeti za to staro našo kulturno krajino in to hišo in pa tudi hlev bomo tudi pustili še v tej stari obliki leseni. Dostikrat se zgodi, da so mlajše hiše grše za pogled kot stare hiše iz preteklosti. Ja, sigurno. Glejte, jaz pravim, vsak objekt bi mogel pasati v tisto krajino, kjer se nekaj zida. Tudi naš nov objekt, ki je tule pred nami, ne paše sem. Ampak včasih so si lahko ljudje zidali tudi na kmetiji nebotičnike in nobenega to ni zanimalo. Jaz malo pač vem zgodovino in tu so pač tudi malo krivi občinski možje, ki so zahtevali na tej lokaciji to bajto. Oni bi radi drugje gradili, ki bi bolj pasali v to okolje in pa tudi drug načrt. Je pa tudi to en odraz časa? Ja, sigurno vse posod moramo imeti neke detajle novih pa nekaj starih, samo nov tudi mora pasati v tisto okolje starega, ne pa da postane neki tujek. Za to hišo zadaj je pa zeliščni vrt? Ja, tudi tega si bomo gledali. Mi imamo pač en tak mali zeliščni vrt, kaki zeliščni vrt bi naj imela vsaka hiša doma, kjer bi si ljudje vzgajali tista zelišča, ki jih v glavnem porabijo za svojo samozdravljenje, za dobro počutje, pa tudi še za kako pečenko ima za začiniti.
vidim neke stare knjige, ki ste mi pokazali. Kaj so to za ene knjige? Glede, mi smo slučajno, čisto po naključju, najdli eno zbirko knjig o poljedelstvu gospoda Vrhovška, kateri je pred drugo svetovno vojno že obiskoval kmetijsko šolo Sveti Jurij. To je Mohorjeva družba ocelavcev, to je zdaj. Ja, no to so te knjige, stara literatura, v glavnem, ki jih so razne družbe izdajale. Ta recimo je z leta 1897, glavnem govori o poljedelstvu, potem so še druge, ki govorijo o sadjarstvu in pa vseh teh kmetijskih kulturah. Tudi v zeliščih? Tudi malenkost v zeliščih. V zeliščih smo pa najdli eno tako staro brošuro, ki je tudi izdala Mohorjeva družba. To so pa strupene in zdravilne zeli na Slovenskem. Tule za nama je vrt. Tu imate, to je vaš zeliščni vrt, ne? No, to je taken kmečki domači zeliščni vrt. Kaj bi naj eno gospodinjstvo imelo zasajano. Katere rastline? V glavnem, tu so te stare domače slovenske sorte z raznih zdravilnih zelišč in pa začimnic. Prednjači tu kamilica, potem ognjič, žajbelj, sles in pa še tudi kakšne začimbe, kot so majaron, timijan in pa recimo tam se vidi tudi koprc. Zakaj so ljudje uporabljali ognjič? Ognjič je predvsem za, lahko se namoči v olje in se pripravijo razne oljne pripravki. Potem najbolje pa ognjič bil znan v ljudskem zdravilstvu po ognjičevi kremi. To je pa bila krema predvsem za razpokano, poškodovano kožo. Pa kamilica, zakaj se je uporablja? Kamilica, to se pa v glavnem za razna bolenja, prehladna in pa tudi za razna vnetja in pa vse to za grgranje, izpiranje. Razne čajne mešanice, potem posamezne zelišča tudi sušimo, kreme, zeliščne masaže, pa tudi kakšne zeliščne napitke, kateri ima tudi vsak svoj zdravilni učinek. Tako se pohvalim za temle kartuzijansko grenčino, to je zeliščni napitek iz 23 zelišč, kateri je zelo dober za prebavo in pa tudi za razne druge težave. Potem kartuzijanski liker, to je po nekem receptu iz 14. stoletja, malo prirejen za zdajšnjo okolje, in pa tile razni napitki po ljudskem izročilu. Tako da iz narave se da potegniti veliko zdravja? Jaz pravim, da narava je vir zdravja. Čuvajmo naravo, spoštujmo jo, da bo vsaj še naprej tako, kot je zdaj. A uporabljate kaj umetnih snovi, pesticidov? Glejte, v našem zeliščnem vrtu, zdaj smo tudi drugo leto smo v ekološki kontroli, samo to zaradi certifikata, zaradi mene ni treba nobene ekološke kontrole, ker tisto, kaj zboli, kaj pride bolezen gor, mi požanjemo in uničimo. Vsa tista zelišča, ki pa dobro uspevajo, pa potem predelamo. Tako da narava izloči tisto, kar je slabo? Sigurno. Zdaj, jaz pravim, da ekološka kontrola mora biti zaradi certifikata, da imaš na steni nekaj gor na bitu. Tisto, kar pa v srcu je, pa drugo. Imate kakšen znak ekološkega certifikata? Ne, to je pač ta ekološka kontrola.
zdaj prav z tega zeliščnega vrta ne moramo še uporabljati za naše ekološke kmetije, pa lahko.